Nahajam se v cerkvi župnije Ježica, kjer smo ravnokar zaključili z cerkvenim obredom, ko smo imeli na predvečer našega patrona zavetnika svetega Luka tudi obrtniško mašo za vse aktivne in pa pokojne slikopleskarje Slovenije. Kajti pomembno je, da tudi mi kot stroka ohranjamo tudi duhovni, mir pri svojem vsakdanjem delu, kajti z roko v roki tudi izražamo našo umetnost, ki se tudi vidi v ozadju, kjer smo obnovili to prelepo cerkev, notranjost. Kajti tudi zgodovina je potrebna, da se ohranja tudi v umetniškem, slogu, kajti vsak narod je ponosen na svojo zgodovino in tudi mi moramo biti. Obenem je pa to tudi sporočilo za vse mlade, ki prihajajo za nam, da rokodelci, kot smo mi, slikopleskarji, smo cenjeni po celem svetu in smo tudi obok vsem velikim narodom. No, tudi v Sloveniji ste kar dobro izkazali, a ne? Tako. Tudi v Sloveniji lahko povem, da smo v preteklosti izvedeli marsikatera obnovitvena umetniška dela, tako v cerkvenih krogih, kot tudi v bolnišničnih. Lahko omenim tudi porodnišnico Postojna, kjer smo za svojim strokovnim delom in pristopom izvedli ogromno dobrega dela, ki služi tudi za novorojenčke, komaj rojene državljane Republike Slovenije in pa njihove mamice. Kajti zavedati se je treba, da je tudi ne samo umetniško, tudi duhovno izpopolnjevanje z roko v roki potrebno ohranjati in gojiti naprej, da znamo na ta pravi način tudi ohranjati medsebojno sodelovanje na verski, kulturni in umetniški osnovi. Tudi na izobraževanje dajete veliko pozornost in ena taka pozornost je bila tudi obnovitev šole, tukaj nekje v bližini, se mi zdi, da na Dolah, ne? Točno tako. V Dolu smo obnovili osnovno šolo, kjer je sodelovalo preko 140 izučenih slikopleskarjev, tako iz Slovenije, kot tudi iz cele Evrope, ki zelo radi prihajajo k nam. Moram pa povedati še nekaj, da smo ponosni na svoj obrtniški prapor. To je prvi obrtniški prapor slikopleskarjev v samostojni Republiki Sloveniji. Blagoslov smo imeli v času covida na Brezjah, kjer smo imeli krasen obred in sedaj tudi ohranjamo vsako leto na predvečer našega zavetnika svetega Luka tudi sveto mašo, ki je zelo pomembna, da ve tudi mladina, da delujemo za dobro vseh in smo v povezavi, tako z cerkvenimi krogi, kjer smo tudi poslovno vpeti in z roko v roki ohranjamo, vse te, kulturne spomenike in objekte, kar je zelo pomembno za slovenski narod. No, veliko pozornost pa dajete tudi izobraževanju vaših članov, pomeni slikopleskarjev. Zaradi tega greste sedaj po verskem obredu, kam greste? Ravno zjutraj ob 3:30 odhajamo na Dunaj, kjer je ne samo maša v katedrali ob, dnevu obgodu svetega Luka, ki je zelo cenjen in spoštovan v Evropi. Imamo tudi srečanje v šoli Baden-Baden, kjer praznujejo 100 let ustanovitve šole za rokodelce, za umetnike. In tukaj skozi to smo tudi mi prišli, na višji nivo, kajti sodelovanje z evropskimi umetniki in strokovnjaki je zelo pomembno. Na koncu koncev, poglejte, toliko, kolikor je medsebojnih, objektov, kultur in vsega tega, kaj nas združuje. Združuje nas vera in vse, kar pa še zraven. Lahko povem tudi to, da naše poslanstvo je zelo posebno. Mi vstopamo tudi v prostore, kamor vsaka noga ne stopi. Tako, v privatnem delu, če omenimo, stanovanje, spalnico in tako naprej. To pomeni, da moramo biti pošteni, vestni, strokovni
in tudi na mestu. Da nam ljudje lahko zaupajo in to je tisto, kar ohranjamo skozi medsebojni odnos in moramo imeti tudi povezavo, bom rekel, na verskem področju. No, to pravem pomenu. To je sedaj prava priložnost, da povabite še vse tiste, ki še niso včlanili, čeprav je članstvo dokaj številno že, ne? Ja, poglejte, z spremembami, ki so bile v preteklosti, je tudi prišlo do tega, da članstvo v Obrtni zbornici Slovenije ni več mus. Bi pa ob tej priliki povabil vse ostale, da pridajo in da se nam pridružijo, kajti zavedati se je potrebno, da skupaj smo močnejši in boljši. Vedno je potrebna kvalitetna povezava, ki nam jo tudi ob tej priliki nudi, bom rekel, zbornični sistem in Obrtna zbornica Slovenije dejansko dela in se bori za nas, rokodelce, za obrtnike in podjetnike, kar je tudi prav. Pomembno je pa še nekaj, pogledajte, da na koncu koncev ne samo, da povabimo še člane, kateri niso, bi rekel, v naši sredi, v sekciji slikopleskarjev, da se nam pridružijo, kajti skozi to bodo dobili ogromno. Mi imamo tudi oglede, tudi raziskave, tudi podporo in na koncu koncev se treba zavedati, da nismo si konkurenca, vendar smo stanovski kolegi, ki združujemo znanje, strokovnost, vero in vse, kar pa še zraven. Hvala lepa za ta pogovor. Se prosim, lahko še predstavite? Dušan Presetnik, slikopleskarski mojster iz Ljubljane.